Današnje omizje namenjamo razpravi o celičnem zdravljenju, natančne možnosti, ki jih ponuja zdravljenje z matičnimi celicami. Te se nahajajo v različnih tkivih, ki se razlikujejo po svojih sposobnostih usmerjenega pretvarjanja v druge vrste celic. No, značilno zanje pa je, da so sposobne samo obnavljanja in spremenljivosti. In seveda, zaradi teh lastnosti so vedno bolj zanimive za del ali pa morda v prihodnje tudi za večino medicinske znanosti. Koliko pa je vedenja o tem v Sloveniji? Kako intenzivno potekajo raziskave in kaj je že usteljena klinična uporaba? Kakšni pa so izzivi celične terapije za prihodnost, pa z današnjimi gosti? To je profesor dr. Gregor Majdič z Fakultete za veterino in vodja Animacela, profesor dr. Pavle Košorov, vodja zasebnega centra Iatros, profesor dr. Matjaž Janez Jazbec, specialist otroške hematologije in onkologije, izredna profesorica dr. Saša Novak z Inštituta Jožef Štefan, potem docent dr. Matjaž Sever, internist in hematolog, seveda docent dr. Mijomir Knilčevič in seveda gostiteljica omizja, profesorica dr. Tamara Lah-Turnšek, tudi direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo. Pa lepo prosim, pa direktor. Oziroma na kratko bom rekla, pozdravlja seveda vse najprej goste in razpravljavce, strokovnjake z tega področja, potem pa tudi vso publiko in predvsem mlade študente, ki jih nekako želimo privabiti v to področje dela, ki je izredno perspektivno, kakor boste videli tudi v našem razpravljanju. To se pravi, kaj so, mi vsi vemo, in da smo se prvič srečali z matično celico, že kar ob rojstvu, saj smo vsi iz njih nastali. No, ampak seveda to ideja o celicah, ki so pomembni za naše zdravje, ohranjanje zdravja in da igrajo pomembno vlogo, je pravzaprav znanje o tem je pravzaprav že staro. Opisoval jih je že Hipokrat, da rečem tako, imenoval je to vitalna sila, vis vitalis, ki obnavlja organizma in seveda so na svetu, odkar so na svetu živa bića. Imamo dvoje vrst celic, ki so zelo pomembni za to, da pravzaprav ohranjamo svojo homeostazo, svoje zdravje in se tudi programiramo stalno, to so celice imunskega sistema, ki zaznajo tujke in pa ki tudi lahko čas povzročajo okvarjanje te celice, regenerativnega sistema, matične celice, pa te okvare popravljajo oziroma hoče postavljati naše osnovno zdravo stanje. Torej, tukaj je potem regenerativna medicina, od tudi pride regenerativna medicina in tukaj je seveda tudi podano, kaj to je in zakaj pravzaprav je. To se pravi izboljšati zdravljenje poškodb, potem zdravljenje in pa seveda jih bomo nekako iz dveh konceptov obravnavati danes. No, še ena stvar je, se mi zdi pomembna, zakaj smo tukaj na njim za matične celice, se vidimo, da ste različne inštitucije z njim ukvarjamo. Poškodba je taka, da smo pravzaprav, se pri nas ukvarjamo s tem, celicami, ki se bolj zdravijo, naj zdravijo ali reagirajo s tumori, to je bil naš primarni interes za to. Zakaj pa smo tukaj? Pa zato, ker smo skupaj z vsemi kolegi, prijatelji, danes že dolgo leta nazaj, ker delamo na istem področju, prijavili Center odličnosti leta 2008. Žal ta Center odličnosti ni bil financiran. Takrat smo se potem malo razšli, so novi kolegi, ki se s tem ukvarjamo in zopet se združujemo okrog novih možnosti za financiranje neke take centralne, bolj centralizirane, organizirane aktivnosti na tem področju. To so zdaj tako imenovani SRIP-i ali strateška razvojno-inovacijska partnerstva, okrog katerih seveda se zbirajo tudi drugi zdravniki, mi pa v smislu regenerativne medicine in zdravljenja. Tako da jaz bi tukaj s tem počas zaključila, samo da vas še opozorim na številne partnerje, ki so potrebni, če hočemo, da bo ta regenerativna medicina v
celoti zaživela. To se pravi od bazične znanosti, ki preučuje nosilce in celice, na katerih so ti nosilci, potem razne biološke učinkovine, ki jih izločajo in ali jih dodajamo, produkti, ki nastajajo, potem pa prenos v kliniko, rehabilitacijo in družbo. Skratka, tukaj so že tudi našteti nekateri partnerji, ki se leta in leta zbiramo okrog te sheme, osnove za regenerativno medicino, te verige vrednot, kot jim danes rečemo. No in kaj so naši cilji? Naši cilji so povezati 3 stvari. Zdravje, na eni strani kot primarno, torej zdravljenje, celičnim zdravljenjem, razvoj, izboljšanje materijala, medicinskih pripomočkov in uporaba, potem pa znanje. Znanje imamo veliko in ravno tukaj znanje in prenos iz znanj, raziskav v razvoj in gospodarstvo, tukaj smo najšibkejši v Sloveniji nasploh, v regenerativni medicini pa sploh. In mislim, da tukaj bi mogli tudi zelo veliko promocijo narediti temu področju, kar ravno kar delamo, pa tudi sicer prenesti to vedenje v politiko, ki bi nas potem mogla financirati in vidimo seveda znanje in pa tukaj gospodarstvo. Več o tem pa seveda bomo slišali danes, tako da jaz bi s temi uvodnimi besedami predala spet vam besedo in pač začnemo ta krog razprav. Omilje se res, ne? Hvala lepa, gospod direktor. Vsed Kneževič, še enkrat najbolj vejo, ampak kljub temu na kratko, kje sploh najdemo matične celice? Kje je vir matičnih celic? Ja, o matičnih celicah se zdaj toliko veliko že govori in točno na toliko mestih se tudi nahaja. Zdaj, včasih smo govorili o celicah z regenerativnim potencialom, potem smo o matičnih celicah govorili samo kot embrionalnih matičnih celicah. Zdaj na koncu pa zato, da opišemo in se sploh pogovarjamo z ljudmi, pač povemo, če matičnih celic ni, potem se tkiva in organi ne obnavljajo in ko pač že diferencirane celice umrejo, je to tudi potem konč življenja. Vsi vidimo, da imamo matične celice zaradi tega, ker se pač, ko se porežemo, ko se poškodujemo, tudi ko se recimo nam biomasa povečuje iz takih in drugačnih razlogov, vidimo, da seveda tle se delujejo seveda matične celice. Tako da to je mogoče že kar malo zlorabljen izraz. In logično pa je, da se vsake se ukvarja s kakršno bolj regenerativo ali s povečevanjem celic ali pa z razvojem pa z rastjo naleti na matične celice. Imajo vsako tkivo, ena tkiva več, ena manj, ena tkiva se hitrej obnavljajo, druga počasnej in te vloge njihove in kako pa iz tega teh celic jih uporabiti za to, da so lahko koristne ali pa da vsaj vemo, kaj delamo, da jih znamo mi šofirati, kaj kamor mi želimo. To je pa v bistvu naša naloga od vseh, ki smo tukaj. Samo na kratko, katere so pa najbolj pogoste oblike zdravljenja z njih? Ja, najbolj pogoste... Recimo do zdaj, kar se je seveda že medicina. O zdravljenju bom več besed svojim kolegom prepustil, jaz lahko samo rečem, ker mi smo v bistvu servis od medicine, ker pač pripravljamo te produkte, ki jih nekje se ne da tako pač tehnološko dobro dobiti, ampak tisti se odloči, kaj bo uporabil, za katero indikacijo, na kakšen način in seveda ki vso odgovornost nosi, kaj bo s pacientom in pa zdravnik. Tu je nekaj klinikov, ampak so zelo pomembni, obstajajo pa še druge. Seveda, večina teh celic, tisto, kar se pogovarjamo o terapijah, so eksperimentalne terapije. Drugače pa se terapija z matičnim celicam se pa uporabljajo, kjer jih definiramo od transfuzije do transplantacije kostnega mozga in tako naprej. To se pa že dolga leta pač uporablja, seveda uspešno. Te novejše terapije, o katerih se pa zdaj pogovarjamo, so pa terapije, kjer pa mi moramo tudi tehnološko po eni strani dobiti dovolj teh celic. Te celice morajo biti na nek način standardizirane, vedeti moramo kdaj jih dati, koliko jih dati, kam jih dati. Tukaj je pa uporaba v bistvu you name it, je samo odvisno, kaj bomo kje prej uporabljali. Tukaj današnjo mize, jaz ga tako vidim, je da povemo, kaj mi v Sloveniji tukaj delamo,
in seveda, kaj še vse drugega bi lahko počeli, seveda, če je ta povezava med kliniko in inštituti ali pa podjetji tako narejena, da to lahko kjer znanje nastaja. Tako. No in v EduCelu vi pripravljate celice, ne, za uporabo potem. Ja. Material bomo rekli, ne? Mi imamo pač, zato menimo, da imamo kaj zapovedati na to temo, ker letos imamo 20 let, odkar na tem področju delamo. Takrat se je ta terminologija imenovala aktivno inženjerstvo, potem je prišla v regenerativno medicino, mi smo pa skozi isto delali, to je bilo najbolj zanimivo. Tudi države se sicer niso zamenjale, takrat smo že bili v samostojni Sloveniji, samo je bilo, moram reči, posluh za raziskave in podporo tega zelo velik. Tudi med vami tukaj danes vidim, v skupini so ljudje, ki so k temu veliko pripomogli, tudi na ministrstvih. Jaz sem še zmeraj v ministrstvu napisan MZT, zato ker tam je bila ta povezava med raziskavami in med tistimi, ki so seveda odločali o tem, kam bo šel denar, je bila predvsem bolj direktna in lažja, po drugi strani pa mi tega nismo zlorabili. Zato pravimo v podjetju, mi smo začeli z gojenjem hrustančnih celic za transplantacijo na ortopedski kliniki, tako da tukaj tudi ortopedska klinika se, moram reči, zelo je šla v stik z tehnologijo in seveda z bolniki. Ministrstvo in razširjen strokovni kolegij je to podprl in potem smo mi pač naredili korektno študijo, nismo šli tako kar množično, ampak lepo postopoma in potem smo pa začeli seveda še drugimi terapijami. Ena od njih je bila tudi so bile tumorske vakcine, to je bil projekt, ki smo ga opustili, pa potem kasneje spet obudili, ampak je bil prezahteven za nas, nismo mogli dovolj bolnikov dobiti za to. Nadaljevali smo pa bolj na področju mezehimskih matičnih celic, o katerih se pa danes največ sliši in so dejansko v sami uporabi v medicini. No, to pa mislim, da bodo pa tudi o regulativi oziroma o afirmativnem pristopu k regenerativni medicini bomo največ. Doktorica Saška Novak, vi niste klinik, prihajate pa z inštituta Jožef Štefan. In zanimivo, presenetljivo se z vašimi raziskavami zelo umeščate kot nek mesen člen od pač teh bazičnih raziskav v uporabo. A nam lahko poveste, delate pa na odseku za nanotehnologijo, materijali, ne? Tako, ja. Ja, v bistvu, jaz imam tukaj nadalje članek pojmo biologiji in medicini. Moram ga imeti sreda vsaj toliko, da znamo približno pripraviti materijale, ki bi uporabni za dimenzionalni nosilci za nekatere uporabe matičnih celic. Matične celice pa imamo tak biologi to lastnost, da se tako razvijajo, najlepše razvijajo v tridimenzionalnih okoljih, kjer se pretrdijo in mi poskušamo pač narediti take nosilce, kamor bi se matične celice pritrdile in ostale potem na mestu zdravljenja, recimo prvi stik s temi potrebami je bil v povezavi z zdravljenjem kosti in kostanca. Tako da mi smo v bistvu začeli raziskave na tem področju, kako pripraviti nosilc, kjer bi v enem poškodovanem sklepu matične celice ostale na mestu. Tako da razvijamo biorazgradljive materiale, take, ki se razgradijo v biološkem okolju v primernem času, se pravi v tem času, ko se novo tkivo naredi. Pri tem ne spuščajo nobenih toksičnih ali škodljivih produktov in čim bolj zadoščajo pač tistim potrebam okolja. To ni lahka naloga. Zato me zanima, koliko je znanje recimo na inštitutu Jožef Štefan, da lahko potem te biorazgradljive materijale znanja, tako na široko, ne moram reči, da je to veliko, ker smo pravzaprav v naši skupini štartali z eno doktorsko nalogo, pravzaprav pred nekaj leti, ob podpori ene akcije, v kateri smo prišli iz enega drugega razloga, pravzaprav, ker smo imeli znanje na področju bioaktivnih materialov, ki pa niso bili direktno uporabni v tej aplikaciji. Tako da znanje smo pravzaprav morali kar skreirati, ampak to v mobilni pomoči, tudi tukaj prisotnih, recimo, smo po enem doktoratu, ki je naredila tam sedeča Ana Gantar, ona je bila prva, ki je začela, pravzaprav, bila dovolj korajšna, pravzaprav tudi,
da se je upala stopiti v področje, v katerem je mentorica ni imela kaj dosti pomagati, ne. Res pa je, da je bilo okrog nje, se pravi, lepo okolje plus akcije in ta je tudi nudila možnost, da je šla na zaokroževanje v tujino za par mesecev in tam v najboljši možni skupini evropski našla dovolj podpore znanja in laboratorijskih priložnosti, da je pač naredila vzorce, ki jih je prinesla sem. Potem se je pa to delo nadaljevalo tudi v sklopu enega poddoktorskega projekta, ki je bil povezan z Educelom, ki je pač nam prišel na sprot vsem tistim potrebnim znanjem, ker če mi ne vemo, kakšen material vi rabite, ne znamo narediti, ne. Mogoče ga ne znamo niti potem, ko nam poveste, ampak lahko vse poskusimo, ne. No in potem smo nadaljevali tudi v sodelovanju z Animacelom, kjer zdaj razvijamo tudi ene nosilce za površinske rane in ta zadeva se je tako lepo odvila, da pravzaprav zdaj razmišljamo, oziroma smo že kar precej resno razmišljali o ustanavljanju odcepljenega podjetja na tem področju. Ja, profesor Majdič, pravzaprav ste bili zvani vi kot raziskovalec, profesor in tudi kot v bistvu del klinike že upravljate s temi matičnimi celicami. Kako to, da ste se vi tega lotili in v bistvu me tudi zanima, ne, kakšne raziskave so zdaj predvsem v sprejeti pri teh matičnih celicah? Nekako vstopili smo v to področje veliko ne bi rekel po naključju. Glavna tema raziskovalne moje skupine na razvoj možganov, ampak matične celice so me pa zanimale kot znanstvenika, no je tako področje, ki je zelo hitro napredovalo, veliko se je o tem govorilo in pač moram že čisto enkrat mi prišla ideja, zakaj pa tega vse se govori okoli humane medicine, tukaj je pa zelo velik potencial tudi v veterinarski medicini, kjer se pa o tem takrat še skoraj da ni govorilo in začeli smo z zdravljenjem poskusnim osteoartritisov, nekih sklepov pri psih, dobili dobre rezultate, tako da smo potem tudi pred 5 leti že ustanovili cepljeno podjetje Animacel, ki zdaj pod vodstvom je Luka Mohorič, nisem se imam funkcijo znanstvenega direktorja, ampak on je glavna vodilna sila, deluje zdaj že na 5 trgih v Evropski uniji. Čeprav gre zelo počasi vseeno, moramo vedeti pač tukaj, da pri matičnih celicah je to posebno nov koncept zdravljenja in tako zdravniki kot veterinarji dostikrat to rabijo nekaj časa, da sprejmejo, ker o tem vse na fakultetah niso nič še slišali, česar ne poznajo matične celice dostikrat, ko mi pridemo z kolegi moji do veterinarjev, prvi slišijo za matične celice, čeprav ko ali pa potem povezujejo za embrionalnimi matičnimi celicami, to so takoj pomisleki, pa zarodki, pa tako da je tukaj zelo velikega dela treba vložiti v trgu. Dejansko, zdaj, ko poznam in to raziskovalno plat in gospodarsko plat, lahko rečem, da sem zelo naivno, da smo pristopili v to, ko začneš z nečim takim delati, in ga misliš, da bo šlo samo po sebi, pa žal ne gre, marketing je potreben, potrebno je imeti ljudi, ki hodijo okrog, prodajajo to, dejansko se stvari ne prodajajo same sebe. No, najbrž imate tu, recimo, vladno občinstvo kakšnega kandidata, ali pa več njih, ki bo, recimo, stvari razvijal naprej. Pa me zanima, koliko vi, ko delate tudi kot raziskovalec in tudi kot praktika, kako hitro se to znanje razvija, oplaja? Mislim, tudi v kontekstu, recimo to, kar je gospa direktorica, profesorica Lahova rekla, da mora na nek način dobiti se sredstva, da lahko potem iz raziskav v prakso tisti mestni člen. Ja, dejansko tukaj je moj problem sploh v Sloveniji, ker vemo, da se je financiranje znanosti zelo zmanjšalo v zadnjih letih, tako da dejansko je razpori mnogo počasneje, kot bi si sami želeli. Mi smo začeli, kot sem rekel, z vneti sklepov pri živalih, psih in konjih. Imamo kar nekaj idej, ki jih razvijamo, trenutno izvajamo 2 klinične raziskave za parodontalno bolezen pri psih in pa astmo pri konjih. Obe se zelo na začetku imamo tudi nekaj idej, tudi zdravljenje tumorjev, kar je že ministra Lahova povedala. Vendar žal pri tem sistemu financiranja, ki je trenutno v Sloveniji, gre vse to zelo, zelo počasi, tako da v veterini je nekoliko lažje, male prednosti, če delaš v veterini, to, da lahko dosti hitreje prideš na trg, in v medicini so te regulativne zahteve dosti hujše, klinični raziskave, vse to izjemno drage, tako da nekoliko težje lahko začne z eksperimentalnimi zdravljenji, da pa čist rutinsko je malo za večje zahteve v veterini, je pa to nekoliko lažje, lahko hitreje prideš na trg. Seveda pa so še vedno zahteve tudi tisti, ki to uporabljajo, končni uporabniki, v našem primeru veterinarji oziroma lastniki živali, želijo videti rezultate, ne moreš prijeti na trg način pa obljubljati, da dela, če nimaš neke podlage zadaj, da bi to dokazal, da deluje. Ja, profesorica Lahova, treba najbrž bolj afirmativno pristopiti vi kot direktorica in pa
ugledna znanstvenica s digniteto, lahko na nek način opozarjati tako imenovano strokovno, znanstveno in tudi širšo javnost na te stvari. To, ker je profesor Majdič rekel, da je treba afirmativno pristopati k pomenu tega. Seveda, to počnemo na različne načine, torej ne samo preko javnosti in da osveščamo javnost, čeprav je to tudi zelo pomembno, ker javnost naj ima nek pritisk na politiko, od katere pričakujemo pač financiranje. Pa ne samo financiranje znanosti, ki je ta moment še vedno pod nivojem kakršenkoli spodobnim, da tako rečem, v katerikoli državi dajemo res najmanj denarja za znanost, ampak tudi za prenos. Ravno ta prenos, ki bo danes tukaj predstavljen, ta veriga, to, kar vidimo naraščanje te, rečemo, neke tehnološke stopnje, od osnovnih raziskav do produkcije in seveda potem tudi do prodaje in do uporabe v javnem zdravstvu. No, tako da ta prenos, to pa pričakujemo denar od, včasih je bila to tehnološka inovacijska agencija, ki je danes ni več in kar naenkrat imamo tukaj velik propad med slabim financiranjem znanosti in še nekako razvijajočim se gospodarstvom, vendar vmes ni prehoda. Saj tudi gospodarske firme, kot recimo Educija, si svojega razvoja nekako ne morejo sami privoščiti, kako si lahko privošči firma kot je Lek, Novartis, Krka, pa rečemo tudi Gorenje, katera bolj velika slovenska firma. Torej ravno tukaj in kako te start-upe ali pa te majhne firme spodbuditi, oziroma da bodo sploh lahko zrasli, tukaj rabimo vložek denarja, kapitala. Pa so objekti, kaj pozitivni, glede na pomembnost teme, to je prihodnost ima sem pripričana, da ta torej napredna celitna terapija bo medicina prihodnosti zaradi velikega potencijala znanstvenega, o katerem bomo še govorili, in že pravzaprav velike uporabe, ki javnosti niti ni tako znana. No, tako da jaz seveda apeliram na vse politična telesa od naših ministrstev, pa tudi do seveda pozdravljam tudi ustanovitev Slovenskega inovacijskega stičišča, to je dr. Cizelj, predstavnik tega, se mi zdi zelo pomembno, ker ravno to naj bi spodbujala praktično, torej z mreženjem in pa tudi, rečemo, vplivno nam vlado, da bi se zavedali projekti z tega področja. Ja, hvala. Ja, profesor Majdič, izvolite. Mogoče tukaj dopolniš s tem, da tukaj je velik problem, ki da razpoka, ki se je omenila med financiranjem in da še tisto financiranje, ki je bilo včasih preko tehnološke agencije, pa teh agencij, da je danes vsi razpisi, ki so pisani za velika podjetja. Dejansko so tako napisani, da se majhna starta podjetja ne morejo prijaviti, ker so take zahteve ali po dodani vrednosti, ali po številu zaposlenih, ali po nekih zahtevah, kako boš ti mogel še potem 3, 4, 5 let zagotoviti, da bo zaposlil tistega, ki bo na projektu zaposlen. Stvari, ki jih dejansko majhno novo podjetje ne more. Vemo pa, da v Evropi danes najbolj propulzivno so majhna podjetja in velik delež nove ekonomije prispeva majhna podjetja. V Sloveniji pa tega žal še nismo spoznali. No, prav tega recimo se mi pa zdi, da vlada vse del, ministrstvo, zelo podpira, ustanavljanje teh startupov. Zdaj pa vprašanje. Na papirju, na praksi pa ne. No, vse vprašanje, ne? Razpisi za razvoj novih produktov, vsi te razpisi, ki so namenjeni, so neuporabni za majhna podjetja. Ja, škoda, recimo za tako pomembno področje, kot so regenerativna medicina. Gremo zdaj na kliniko. Profesor Jazbec, vi ste seveda klinik, profesor na medicinski fakulteti, imate izjemno dober odnos do znanosti, tako kot ste povedali recimo v predhodnem pogovoru, in pravite seveda brez znanosti tudi dobre medicine. In na pediatrični kliniki ste v bistvu prvi začeli tako rekoč orali ledino, zdravljenje s temi matičnimi celicami. A nam lahko poveste kaj več o tem? To se na nek način, razne vaši kolegi, širši javnosti pa rekla bolj malo. To je ena taka zelo dobro čuvana tajna. Zgodba je pa epska in mogoče fajn, da jo slišite, kako smo prišli govorimo o mezenhimskih matičnih celicah, ker
krvotvorne matične celice, a ne v kontekstu transplantacije kostnega mozga, to teče in to je utečen način zdravljenja. Samo preko poveste recimo to zgodbo, lahko poveste razliko med mezenhimskimi in krvotvornimi, ne? Mislim, morda... Krvotvorne matične celice so že usmerjene v razvoj hematopoetskih krvnih celic, te mezenhimske so čist drug kontekst. In v kontekstu, ki ga mi uporabljamo, nas zanimajo ne to kot regenerativna medicina, ker v bistvu takrat, ki jih apliciramo povedo pol zvina in jih nas sploh ne zanimajo več tisto, kar pa naredijo, ne, pa tisto njihov imunomodulatoren učinek. In tisto, zgodba gre takole, ne, če presadimo kosti mozek, krvotvorne matične celice nesorodnega dejavca je ena od neželenih stvari, ki se nam lahko zgodi zavrnitvena reakcija. Za razliko od presajenega srca, kjer organizem presajeni organ zavrne presaditvi kostnega mozga, presajene krvotvorne celice oziroma imunski sistem, ki iz njih gre, zavrne cel organ, govorimo o bolezni presadka proti gostitelju. To je katastrofalen zaplet, ki ga lahko zdravimo, ampak včasih standardne zdravila pač ne uspejo spraviti te zavrnitvene reakcije pod kontrolo in v zadnjih letih se je pač v literaturi strokovni pojavljalo spoznanje, da mezenhimske matične celice imajo sposobnosti ta imunski sistem v bistvu ugasen, resetirati, tako kot bi računalnik na reset pritisnili. In zdaj smo imeli en konkreten tak primer enega bolnika s katastrofalno zavrnitvijo in ko smo poskušali priti do produkta, ga seveda ni bilo mogoče dobiti. Ena firma v tujini je bila v procesu, da bo tak produkt začela tržiti, ampak se zdravilo ni bilo dostopno. No, in tukaj pride ta sistemska rešitev, ki jo na naši državi večkrat srečamo do izraza, namreč slučajno sem dobil Mijota na telefon in ga vprašal, če bi kako do tega prišel, pa je Mijo rekel, ja se to pa lahko mi naredimo. Ne. To je ta sistemski pristop k reševanju problemov, ki smo ga navajeni, no, in dejansko smo takrat potem tudi prvič naredili v relativno hitrem času celo zadevo speljali in tudi z relativno kar uspešnim efektom potem pri temu pacientu speljali ob tem, da smo mogli tisto, čemu se reče, tek na 110 metrov z administrativnimi uverami, ki jih to nese. Ne vem, poleg vseh drugih težav, ki nastanejo, če hočeš klinično dejansko eno tako stvar speljati, je nekaj, kar se je pojavilo register, Gregor ve, ne, register zdravnikov in veterinarjev, ki zdravijo z neodobrenimi načini zdravljanja, ki bi ga mogla agencija za zdravila in medicinske pripomočke voditi. Jaz sem bil takrat, mislim, da to prvi, ki se je probal v ta register vpisati, ne, in smo potem padli na celi črti, ko smo izpolnjevali vse druge kriterije, ker ta zavarovalna klauzula, ki bi jo mogel imeti za seboj, seveda je bila tako visoko postavljena, tega noben ni mogel kriti. Tako da v bistvu jaz priznam, jaz sem kriv, jaz sem to naredil brez tega, da bi imel vse uradne papirje za to. In od takrat naprej smo, mislim, da kar nekaj pacientov speljali s tem, razvili mogoče inovativen pristop k viru teh mezenhimskih matičnih celic, mislim, da imamo zdaj kar utečeno, da to iz popkovine pripravljamo, zadeva teče. Mi je pa seveda hudo, ne, ker firma, kot je Educel, ki za tem stoji, samo od nas živeti ne bo mogla. Ne. Število bolnikov, ki so kandidati za tako zdravljenje na tako mehnem prostoru, kot je pri nas tako mehno, da seveda od tega preživeti ne bojo mogli. In je seveda ni na meni, niti na Educelu, ampak je verjetno treba najti nekaj podporo, da se to ponudi enemu širšemu trgu, ki bi omogočil potem preživeti na dan različno. Zdaj pravim, kar se mene tiče, ta zgodba, kako smo do tega prišli, pa epska. Lepo slišate, ne, recimo, da se najde zdravnik, ki kljub nekim regulatornim mehanizmom, ki seveda capljajo za znanstvenimi dosežki zade, kot ste recimo vi in ste pogumno šli v to zgodbo. Ne? Mislim, da se to producent Sever tudi verjetno potrdil, ampak ko se znaš v takih situaciji, se pač požvižgaš na to in delaš tisto, kar je pač po tvoji presoji najbolj za človeka, če ti je zaupal svoje dobro počutje. Ne? Tako da takrat so stvari relativno
je relevantno. No, pa konec konca tudi dobro bolnika, otroka, kogarkoli, ne, mislim, pacienta, ne. Smisel regulative je to, seveda, da stvari ureja na čim bolj enoznačen način, da je seveda mora biti tako narejena, da je izvedljiva, ne? In da ne preprečuje ali pa da preprečuje zlorabe, ampak da omogoča pa čim bolj nemoten tok tistih, ki se držijo pravil. Sej, to je tudi, to je isto, kada bi recimo mi igrali nogomet, pa ne bi točno definirali, je to zdaj ameriški ali evropski, s tem, da potem je razlika jasna in na koncu bojo samo še ameriški igralci vstali gor. Ne? Vsaj, če se kar se nogometa tiče, ker bojo vse vne potovkane. Tako da tukaj pa podoben. Ne? In isto farmacevtske firme, ki seveda postavljajo to regulativo tako, kot je, ta je namenjena seveda standardnim zdravilom. Nova zdravila, na katerem področju še ni velikih farmacevtskih firm, so taka, da ne padajo v ta okvir. Ne? In vsi tisti, ki se s tem ukvarjajo, nekako si zelo hiter, si outlaw, ne? Si izven zakona ven, pa v bistvu nisi pa nič slabega naredil. Ko pa hočeš se držati pravil, je pa včasih problem to, ker pa nam tudi, da pa recimo 18 mesecev kakšnih zelo simpel papirjev ne moramo dobiti v državi, taka, kot je naša, ki se, kot je Janez povedal, se vsi poznamo dosti dobro, pa ne gre zdaj, da se poznamo, vse mora biti, gledajte, pravila seveda morajo biti, ampak ne ta pravila služijo pravemu namenu, ne pa v bistvu uviram, ki so nepotrebni. Ja, pa ste recimo raziskovalci po kliniki dali kakšen poziv, pobudo, da se ta regulativa zakonodaja na nek način spremeni. Smo vabili predstavniki Ministrstva za zdravje, pa se niso odzvali na naše pobude. Ta regulativa je res, recimo še en tak primer, ki je bil omenjen, v zakonu piše, da ne smemo izvažati pa uvažati takih zdravil. Terapij. Ker pomeni, da naš podjetje Anima Cel, če bo začeli to izvajati, bomo mogli preseliti laboratorije v Avstrijo, ker za nas sicer ne bomo neki velik problem, ampak za Slovenijo bo pa verjetno to zguba, ker davko ne bo več tukaj plačevalo podjetje. In še nekaj takih, kot ta za zavarovalnino, ki je za zdravnike zelo visoka, krati je pa isto visoka zavarovalnina za veterinarja, ki bo psa zdravil, ki gre v 100 000 evrov. Se boš mogel biti zavarovan za nekega psa za nekaj 100 000 evrov, da boš lahko s telicami zdravil, kar je. Ja, če lahko vprašam, kako pa je to v drugih državah, recimo Avstrija, ki si omenil, ali imajo tam bolj odprto zakonodajo, bolj prijazno? Evropska veterina v glavnem še ni, se po Evropski celični direktivi se ponekod Nemčiji sprejemajo nekaj, ampak ta Evropska celična direktiva je manj restriktivna, kot je ta naš zakon o zdravilih. Pri nas so v zakon o zdravilih uvrstili celične terapije noter in nas smo naredili podobne stvari, kot so temijo rekel, za normalna zdravila, ki so pa posebno drug koncept zdravljenja, ki ne moreš primerjati. No, seveda nekaj regulativa, drugo pa je farmacevtski lobby, kot si to omenil. Farmacevtski lobby forsira svoje klasične načine zdravljenja, klasične pristope in nove firme, pa se že, tudi Novartis in marsikatere se že spuščajo v to področje. Seveda se je to čas, mislim, razvoj prinesel. Z večjim znanjem. Z večjim znanjem, no si zato vsa čast profesor Jaznicu, da je šlo pogubno vsem tem nekim zadregama, ne zakonodajo v to uspešno zgodbo, kot ste rekli, epsko, ne? Recimo. Profesor Sever, docent Sever, vi ste bili zvani, ne? Vi ste hematolog. Zdaj me pa zanima, kako vidi kot klinik delate recimo s tem celicami. S kom se povezujete? Kaj delate, s kom se povezujete? S katerimi področji? Ja, tako se pravi, kakor je kolega že omenil, mi v bistvu to celično terapijo izvajamo že desetletja. Sicer prvi odvzem kostnega mozga v Sloveniji v leta 88 in 89 dodali prva presaditev, to je bil takrat primarij Pretnar, ki je uvedel v Slovenijo. Tako da zdaj bo v bistvu 3 desetletja tega utečenega zdravljenja. Klinično to danes poteka kot ena, ustaljena metoda pri najbolj ogroženih bolnikih, ki imajo najslabšo prognozo zaradi hematoloških bolezni. Letno opravimo okrog, več kot 100 presaditev skupaj s pediatri, od tega 30 plus alogeničnih, ostale so autologne. Potem pa
seveda, glede na to, da smo, moram poudariti, skupaj s kolegi iz transfuzije, osrednji, a ne igralci v teh celičnih terapijah na klinični strani, se pravi pri bolniku. Na zahodu, na primer, so ene specializacije, ki so precej skupne, tako da si delimo področje in nekako smo stičišča teh terapij, kar se potem izkazalo tudi pri nas v Sloveniji, no, da smo nekako začeli segati tudi na področja interni medicini in pa indikacije, ki so izven hematologije. Pravi, če... Kot recimo? No, ste izpostavili mezenhimske celice, te so se začele uporabljati pred nekaj leti, se pravi 3-4, se mi zdi. Ampak v bistvu en protokol in pa način zdravljenja v kardiologiji se je pa začel že leta 2006, če začnem tudi eno zanimivo zgodbo. Profesor Vrtovca je takrat prinesel tehnologijo iz ZDA. On je kardiolog, tako, in tudi vodilni raziskovalec z tega področja in takrat v bistvu nas povabil, da sodelujemo pri zdravljenju z matičnimi celicami v sklopu srčnega popuščanja. No in takrat se je podobno ena zgodba zgodila, tako da seveda so bile ideje iz tujine drugačne, kakršne so bile razmere pri nas in glede na to, kar je obstajalo v Evropi in tle so tudi pediatri nam pomagali, ker so imeli eno napravo, ki se ni uporabljala, bom rekel rutinsko, tudi en selektor ene vrste matičnih celic, ki smo pol mi začeli uporabljati in na ta način v bistvu izpostavili najprej zdravljenje ene oblike srčnega popuščanja, kjer je miokard uslabljen, pa so žile zdrave, tako da lahko dostavite celico v miokard. Potem se to razširilo v bistvu srčno popuščanje, kjer je mišica okvarjena, ampak ima otok en predel miokarda, ki je v bistvu hibernirajoč, pa se ga da spodbosta, se pravi imamo eno novejšo napravo, ki pokaže, kam dajemo te celice, se pravi se indicirajo. In v zadnjem obdobju sodelujemo v eni študiji, kjer se uporabljajo alogene mezenhimske celice. Kar se mezenhimskih celic tiče, se pravi v sklopu reakcije presadka proti gostitelju, jih tudi mi uporabljamo, se pravi v sklopu hematologije, na našem oddelku. Je pa res, da imajo zelo širok spektra delovanja, tako da približno 2 leti nazaj so pristopili k nam tudi kolegi iz gastroenterološke klinike, kjer imajo eno skupino bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo, ki pa je lahko v 10% toliko rezistentna, da ni nobenih terapij več na razpolago. Tako da takrat smo pripravili protokol in ravno zdaj, se pravi, vi pripravljate za prva 2 bolnika za terapijo z mezenhimskimi celicami. Tako da si predstavljamo, da bomo nekako ta pogon, zdravljenje za te bolnike razvili. Se pa dogovarjamo trenutno tudi z nefrologi, ki imajo pa ogromno transplantirancev za določene oblike, se pravi zavrnitev. Pri teh bolnikih ravno tako ni nobene rešitve in se kaže, da bo mezenhimske celice verjetno imele določeno vlogo. Tako da bomo tudi ta način zdravljenja poskušali eksperimentalno nas uvesti. Omenili ste vi tudi, ki ste pogovorili najnem, da karti celice, te malo to se čudimo za enkrat. Ja, to je nekak izziv za prihodnost, se pravi, zadnji, se pravi, 2-3 leta obstajajo uradne objavljene študije, ki so pokazali za kakšna je vloga teh chimeric antigen T-cell. T-cell, se pravi, to so posebne celice, ki ustavimo določen antigen, skratka, poiščejo svojo tarčo v telesu. In prav v hematologiji se je ta način zdravljenja izkazal uspešen, ker imamo eno posebno vrsto tumora, leukemije, ki je zelo lahko dostopna, ker so celice raztopljene, ki domač povedali po celem telesu, niso v obliki enega tumora, imajo na sebi vse določen antigen, kamor potem te celice, ki jih mi želimo napadejo in zreducirajo tumor. Je pa tako, da zahtevajo en ogromen vložek, se pravi v predkliniki, da se ustvari cel ta konstrukt, potem druga stopnja je ponovno, kjer sodelujemo s kolegi z transfuzije, kjer se bodo te celice se pravi razvijale, da bo se pravi bolnik dal, da se bodo spremenili in da se bodo potem vrnili nazaj do pacienta. No in tretja stopnja seveda smo mi, hematologi, ki bomo to z velikim učinkom nekoč uporabljali. Predvsem, kot sem že rekel, v populaciji bolnikov, ki so že močno predhodno zdravljeni in imajo v bistvu nobenega načina zdravljenja več na razpolago.
Je pa tako, no, če se seveda v teh populacijah enkrat pokaže ta način zdravljenja uspešen, ne se to premakne potem v zgodnejše oblike zdravljenja, lahko se razširi na druge indikacije v končni fazi, ne, je lahko to neka spremljiva metoda, ki bo se izkazala v določenih primerih sto boljše, kot pa v trenutno na razpolago. Kažuje, recimo, ali rezultat, rečemo, uspešnost recimo tega vašega? No, kot tak podmiren primer, lahko vsem v mediji zasledite, kako nekdo na Hrvaškem pred kratkim zbira sredstva, da za nekoga, ki je ključno bolan, po možnosti je to otrok, zbirajo pač ta denar, da ga bojo vključen v eno študij, ki potekajo pretežno v ZDA. No in taki bolniki potem čudežno ozdravijo po 4-5 rednih kemoterapije, bine in transplantacije. Spravo vrednost, če je uspešna, je za to določeno podskupino, akutno limfoblaste leukemije konkretno, spravo remisije dosegajo tam do 90%. Učinkovitost. Potem pri limfomi gre lahko za eno podvrsto, kronične limfatične leukemije gre tam do 70%. Potem imamo pa, še rečemo, novejša poročila, še bolj eksperimentalna področja, plazmocitom 50. Temu pač hrano. Zanimivo, kako se hitro, da razvoj gre naprej, uspešen. Profesor Košorok, vi ste abdominalni kirurg, ne? In tudi delate s matičnimi celicami, in koliko vem, ste rekli, da pri inkontinenčnih pacijentih, ne? Predvsem, lahko poveste, kakšen je pa recimo vaš postopek tega zdravljenja? Mi smo vključeni v eno mednarodno evropsko študijo, smo kar počaščeni, da so naš center zbrali. Mi se ukvarjamo zelo usmerjeno s proktologijo, ne? In fekalna inkontinenca, uhajanje blata, to je nekaj tako zelo sramotnega, da še pacienti pridejo pozem k nam. Ne? Urinska inkontinenca je tako nekaj bolj sprejetega, ne? In pravzaprav so te matične celice začeli uporabljati pri urinski inkontinenci. Najprej se je pokazalo, da je to uspeh, no in so zastavili potem to študijo tudi za uhajanje blata. Ne. Delamo pod nadzorom Innovacela, to je ena firma iz Innsbrucka, priključena k univerzi. Vodi to profesor Frudingerjeva iz Graca, ona je že nekaj takih pilotnih terapij naredila in ima dobre rezultate. Pri nas je tako, da imamo skupino pacientov, ki so razdeljeni v tri skupine, eni dobijo placebo, eni dobijo maksimalno število celic, eni pa manjše število celic. Mi ne vemo za to, kater pacient kaj dobi, ampak zdaj ta študija poteka že 2 leti in lahko rečemo, da 1/3 pacientov se pohvali. Tako da jaz bi rekel, da je to možna perspektiva, da s tem pomagamo. Ampak z našimi raziskovalci ne delate, če ste vključeni v to neko mednarodno študijo, ne? Do zdaj nismo, zdaj bomo videli, kaj je naprej, ampak mi smo zdaj točno vezani na protokol, ki je bil predstavljen. Skratka, rekli smo, da bomo še občinstvo pozvali s kakšnimi vprašanji, tako rekoč primenitne raziskovalce, klinike, praktike, ampak to kakšno vprašanje? Jaz bom žal mogo iti, da bom eno prijetno dožnost, ampak na univerzi, tako da, če bom... No, bo vas najprej, ja seveda, kakšna je prihodnost recimo tega zdravljenja? Ker to je najbolj pomembno, recimo, če bo recimo vključeno v ta širok projekt regenerativne medicine, ne? Izplen? Glejte, prihodnost bo predvsem počasna, počasnejša, kot bi si mi želeli, pa kot je možno, zato ker je treba pač postop nakit. Upamo, da ne bo prepočasna, zato ker pacijenti seveda hočejo zdravljenje danes.
Se pa napovedi, ki so bile že pred 20 leti narejene za razvoj tega področja, so v bistvu napovedi so presežene. To pomeni, da če danes napovedujemo spet naprej, ko več vemo, lahko rečemo, da bo velika serija nekih zdravljenj v naslednjih 10 letih tudi formalno registrirana. Zato, ker zdaj so klinične študije že v zelo visokih stopnjah, večinoma ene trojki, dvojki, nekatere. In če dalje več se ve o temu, kaj uporabiti, kdaj uporabiti, kolikokrat uporabiti in seveda potem nima smisel, da s tako terapijo predolg zavlačuješ, bo pa seveda regulativa morala temu slediti, zato ker drugače bojo to vse taki težave, kot je Janez opisal, to pomeni, da če boš delal, pa če boš hotel etično pomagati pacientom, boš v bistvu izobčen. Bo vsaj proti zakonit, ali če se res držiš črke zakona. Perspektiva je seveda dobra, ne samo dobra, mislim, da je odlična in tudi razvoj gre, če dalje več, je tudi firm, ljudi, bolj se tega ukvarjali, so ozaveščeni, ampak tako je tole ozaveščenje je še potrebno. To pomeni stalno pač povedati, objavljati, kaj je vse narejeno, seveda pošteno, pa ne ljudem lažnih stvari, ker veliko je bilo tu zlorab na tem področju in to je na nek način bil tudi argument, da so potem zakonodaja stvari bolj zablokirala, ker so se pojavljale kakšne klinike, ker so velike denarje računali, da so ljudem obrizgavale kar neke celice, niso niti imeli ne protokolov, niso imeli kaj je, niso iz cele zadeve naredili bolj en tak voodoo, kot pa eno resno zdravljanje. To pa je nevarnost, in zato je pač regulativa potrebna. Ampak mora biti pa proaktivna in omogočati res razvoj, ne ga pa rušiti. Ja, profesorica Mahla. Nekaj dodala, če lahko, se za Kneževiča Matuša. Samo to bi dodala, ker se navezuje, ko si pač to povedal, tukaj še eno področje, to je estetska kirurgija, kjer je bilo zelo veliko tega voodoo efekta in to je tudi zelo pomembno področje sicer, kjer lahko se marsikaj tudi, ne samo estetska zaradi lepote, ampak opekline, zdravljenje, tako naprej. Srečanje. Drugo pa, kar bi še omenila zdaj, kar ni bilo omenjeno, je pa rak. Mi se pa na inštitutu, tukaj pri nas jaz osebno s tem ukvarjam, in tukaj pa terapija nekoliko bolj oddaljena, če govorimo že v tem bodočnosti, glede na to, da je srečanje rakave celice z matično celico še vedno problematično, ker ne vemo, kaj se bo izcimljeno iz tega. Velikokrat se tudi agresivnost raka poveča po takih interakcijah, tako da treba pristopati zelo selektivno in pa z velikim znanjem, ki ga še nimamo. Vi ste sicer omenili leukemije in raka, in da res razumem, da je to imunoterapija z pač skonstruiranimi T celicami, ki so imunoterapija, ne pa terapija z mezenhimskimi matičnimi celicami, kot recimo se druga vremena. Tako da tukaj je še ogromno prostora za raziskave. So pa že tudi uspehi seveda tudi na tem področju. Predvsem, če te matične celice mezenhimske nekako genetsko usmerimo in programiramo, tako kot je pravzaprav kar te terapija pravzaprav že. Tako da je še novo področje, ki se bo razvijalo. Ampak, profesorica Mahla, zdi se mi, da imate raziskovalci en tak velik naboj, nenehno pridobivati znanje, a ne? To nam je v naravi, se mi zdi. Kakor tudi vseh Mogoče različni, ko se ravno žena, mi se konkretno ravno ukvarjamo v zadnjo leto z poskusoma, da bi ta način zdravljenja razvili tukaj v Sloveniji, da smo nekako se povezali različni partnerji, vključno s pediatri, pa mednarodni trenutno pa se dogovarjamo predvsem z Inštitutom za kemijo, profesor Ralo, transfuzijsko medicino in pa seveda našim kliničnim delom, da bi poskušali ta način zdravljenja razviti in ga tudi tem ponuditi bolnikom. Ja, to je zdaj bodočnost. Ja, so severni povedali. On je čel na sever, sem bil na jugu. En ključen problem tukaj bi pa jaz vse izpostavil, če te karteji, zdaj, ker so to v teh kartejih govorili. Jaz sem prepričan, da so vsaj 3 laboratorije v Sloveniji sposobni kar delež prijeti s to tehnologijo.
Po eni strani smo pa mi tisti končni porabniki tune v tem morju, nismo morski psi, ne, ampak smo na koncu verige. Obnašamo se pa tako, kot smo ene ladje sredi noči na morju. Ne. Kaj mi pravzaprav hočemo sploh narediti s tem razvojem, kar te celice za zdravljenje akutne B-celične CD19 pozitivne leukemije tukaj, če po drugi strani produkt, ki so ga recimo v Filadelfiji razvili, do te stopnje prišel, da ga je velika farmacevtska firma kupila, kar pomeni, da praktično na tem, da ga bojo. Kaj zdaj? Jaz mislim, si mogli enkrat vse pa reči, hočemo narediti boljši produkt, hočemo boljši prenos, narediti, da ne bomo virusa uporabljali za transfekcijo. Ne, ampak to, kaj ene ladje tam po morju plavamo, vsak po svoje, ne. Koliko pacientov smo pa zračunali, da bo v Sloveniji pravzaprav kandidatov za kar te tehnologije? Ali ti, ki razvijajo ta produkt, pričakujejo, da bojo številom pacientov, ki bojo na voljo v Sloveniji, sploh sposobni na regulatorni ravni ta produkt spraviti do te stopnje, da ga bo moč tržiti. Jaz delam v otroški onkologiji 25 let, še nikoli noben ni prišel pa vprašal, kaj bi pa vi pravzaprav radi, da mi skupaj spelamo. In to mi je malo žalostno. Ja, se najbrž, tudi se ne ve, recimo, kako vi orjete ledino ali... Mislim, lejte, jaz mislim, da se zelo dobro ve, če se hoče vedeti, ne? No, če lahko odgovorim, vi mislite, da pač moramo se organizirati v neko pač interdisciplinarni skupnost, center, konzorci, če temu tako rečem, in s tem načrtovati in vplivati tudi na finance sporti. Smo zopet pri financah, kjer pa na regulativo, ne? Regulativa se mi zdi manj problematična, tudi kot se mi zdi problematičen razvid te celice, to je kar draga tehnologija, draga infrastruktura, ki si jo ne moramo privoščiti. Zato zaostajamo, zato se vsak nekje ljubi po tem morju, ravno pa to muči, da bo posvetila, da se bomo našli. Ja, ker, tako kot smo rekli, volje je ogromno, ne? Znanje je ogromno. Se recimo, poglede, Inštitut Jožefa Štefana se z materialni noter umešča, ne? Kar do zdaj nekako nismo govorili v tem kontekstu, ne? Ja, vse tako. Ja. Informatika, Zdaj je bil bolj slučaj, kot je bilo cilja. No, se je... To je slučaj, to ni sistemski pristop. Ja, velike naš sistemski pristop v državi. In še nekaj mogoče, bom izpostavil, kaj že tečnaram, ne? Tudi na klinični strani, ne, je ta del raziskovalne dejavnosti treba nekaj financirati. Se pravi, producent Sever hotel za neka sredstva aplicirati, ker človek, ki je razdvojen med klinično delo, ki vzame večino njegovega časa, potem nekaj ostane obveznosti, ki so pedagoške, potem pa za hobija, ne, pa še raziskovalec, ne. In z vsem tem delom more kandidirati za finančna sredstva in izpolnjevati iste kriterije, kot nekdo, ki je full-time researcher, ne. Se pravi, ki njegovo edino delo samo raziskovanje, ne. Merilo, običajno na teh razpisih, ne, če ste včeraj zasledili en precej ogorčen zapis v delu, merilo je pa za vse enako, ne. Se pravi, samo v končni fazi raziskovalni output, se pravi, praktično število člankov oziroma točk, ki jih niti vsebina projekta včasih ne šteje prav zelo dosta, ne. In nihče ne upošteva pač, da je treba klinično raziskovalno delo tudi nekako financirati in bilo bi nepravilno, da se financira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ne? In tukaj potem tisti na koncu, ki so s kliničnim raziskovalnim delom ukvarjajo, velikokrat odpadajo zaradi tega, ker tega dela svojega ne morejo financirati. Ja, čim so je, izvolite. Polona Mariz, strokovna direktorica Zavoda Republike Slovenije za tranzicijsko medicino. Povedala bom, da se pridružujem vsem, kar ste povedali, predvsem na področju raziskovanja dela smo že praktično 60 let na tem področju, prijavljen raziskovalni program matične celice, vsako leto manjša sredstva namenjena tistemu, kar je naša bila, bi rekla, skoraj primarna osnova, če transfundirate kri, presadite
praktično krvotvorno tkivo. Potekajo številne dejavnosti, ki so jih omenili sodelujoči v omizju. V tistem nismo bili nekje navedeni, pa bi želela samo nekako poudariti, glede na to, da ste mlado občinstvo, pozvati, da smo ena od inštitucij, ki se tudi ukvarjamo s tem področjem, da so vse te, bi rekla, ideje prihajale tudi z tega področja in zaradi težav, ki so jih navedli, sedeči, tako pridobivanja sredstev, kot tudi težav na zakonodajni ravni, včasih kot javna ustanova, temu ne moreš slediti tako hitro kot neko majhno zasebno podjetje. Res je, da to, kar je povedal profesor Jazbec, povezovanje vseh, ki se ukvarjajo s tem področjem, je tisto, ki nas bo verjetno porinilo naprej ravno z tega stališča, da če si tako majhen, pa kandidiraš na nekem velikem projektu, včasih čisto birokratsko ne prideš skozi. Veseli nas, da smo bili del epske zgodbe, naši krvodajalci so bili del epske zgodbe tega bolnika, enako so del in da teče dejavnosti transplantacije, pravzaprav čista rutina, raziskovano pa še toliko bolj. Želeli bi si, da ne bi bilo omejitev, kot so ZUJF, UJF in drugačne zakonodaje, ki nas omejujejo, ko ne more zaposliti raziskovalcev, čeprav ni program dobiš in podobne stvari. To je tisto, kar bo mogla država urediti. Ko se pogovarjamo na Ministrstvu za zdravje, pa ja, načelno ja, ko je treba pa reči denar, samo toliko, hvala lepa. Ja, hvala vam. Ja, profesorica Lahova, vi ste tudi predsednica Sveta za znanost in tehnologijo, to je vladni organ. Ja, to je vladni organ, ki vlada ne posluša in si nabira svoje svetovalce iz različnih vlogov, tako da več ali ne strokovnih tudi včasih pa zelo strokovnih, ampak gre za sistemski pristop, kot smo rekli, da bi bilo treba pač mi poskušati to, da bi bilo treba vplivati na odgovorni. Kdo pa so odgovorni pri nas? Odgovorni so ministri, kot ste omenili ministrico za zdravje. Tudi ta, ne vem, če se zanima za to področje ali sploh kaj drugega razen to, kar smo iz javnih občin. In seveda naša ministrica, ki se bolj zanima za šolstvo in ravnateljice v srednjih šolah, kot recimo za take probleme. Poskušamo osveščati, včasih seveda pridemo na vrsto, ampak kot je že omenil Mijo Kneževič, je to, da je to ministrstvo danes za šolstvo, srednje šole, visoke šole, šport in še kaj, in seveda znanost se postaja vedno bolj na repu, tudi kar se tiče financ. Zato prejšnje ministrstvo za znanost in tehnologijo bi moralo ponovno postavljeno z močnim tehnološkim oziroma vlogo gospodarstva, pa rečemo temu tudi financ, kar se financ tiče, v nove tehnologije. Samo s temi bomo lahko preživeli, pa tudi naši bolniki in naše zdravstvo. Ja, profesor Majdič. Če še dodal pri regulativi, se tega že dotaknili, kot je bilo rečeno, da tukaj je tudi problem regulative, če bo tako restriktivna. Danes je svet majhen in danes ljudje odhajajo v tujino. In vemo, da ljudje odhajajo na Kitajsko, v Rusijo, kjer obstojajo klinike, kjer delajo posebne preverjene zadeve. Par tednov nazaj bil članek, mislim, da v Nature objavljen, kjer so v Bostonu najdli nekaj pacienta, ki je imel nekih zelo nenavaden tumor, ki ga še niso opazili nikoli prej. Zdravo se je na Kitajskem, ne vejo, kaj je dobil, verjetno embrionalne matične celice, ki se jih zaenkrat izogibamo v zahodnem svetu, zaradi nevarnosti potencialnih, dobijo vsaj 3 tipe matičnih celic. In take pacienti, ki potem pridejo nazaj, so pa tudi, kolegi zdravniki znajo bolj povedati, so pa tudi breme našega zdravstvenega sistema, če jih nekje zašuštrajo. Ampak če bo regulativa tega ne bo dopuščala, bo odhajali v tujino na dvomljiva zdravljenja in tukaj tudi bo rezen meč, potem pa se stroški pojavijo pa nazaj v Sloveniji. Ja, tudi so v Frankfurtu zaprli en tak pseudoinštitut, ki je uprizgaval avtologne matične bušno votlino in obljubil, da bo pozdravil otroka z mišično distrofijo, da bo pozdravil cerebralno paralizo. Z vsemi uradnimi nazivi so se dičali, potem so jih Nemci sami zaprli. Se pravi, ni treba iti na Kitajsko. In ko smo se nazadnje enkrat tam srečali pa pogovarjali o tem, je nadobuden poslovnež rekel, da če bomo mi matične celice terapije tukaj imeli, da bo on pripeljal, mislim, ne vem, če gospod Cizaj je bil tam, da bo pripeljal 10,000 Kitajcev v Toplice na to zdravljenje. To sem se zelo zapomnil, tudi ime tega človeka bi znal ponoviti, ampak ga ne bom. Zanimivo, da najbolj gospodarstvo bi. Ja, gospodarstvo pa mogoče bo še kaj za znanost. Lahko še nekaj rečem. V zvezi z sredstvi za raziskave v Sloveniji, da nisem vedel te podatke.
Veste, šokantno je videti ob tem, vsi vemo, da je delež javnega financiranja zadnji 2 leti, torej dobro, zadnji 2 leti, pa se malenkost popravlja, sicer pa je bilo cela vrsta let padec. Ne? Ja, 6 let, ja. Medtem ko hkrati smo pa gledamo te rang lestvice Evropske unije, pa vidimo, da Slovenija zelo visoko kotira, zahvaljujoč čemu, vložku gospodarstva, ta vložek gospodarstva je prvenstveno davčna olajšava, ki se dvigna iz 20% na 100%, kar je v principu v redu, če bi bilo to res rigorozno upoštevano, kaj je strošek raziskav, kaj je pa neko rutinsko kontrolirane kvalitete in podobno. Po raznih drugih indikatorjih je videti, da je gospodarstvo to precej zlorabilo, no in zato zdaj tudi davčna uprava 2 leta korigira in zahteva neke dodatne davke nazaj. Tako da bojim se, da imamo res kot država problem, da se ne zavedamo, da je prihodnost je v inovacijah in raziskavah v znanju. Če tega ne bomo bolj resno vzeli, bodo naši napori zastojni, bodo mladi kadri odhajali v tujino. Zavzetimi znanstveniki, tako kot smo rekli. Profesor Košorok, vi ste del mednarodne neke študije, ste rekli. Kako se pa vi soočate ali pa s to regulativo, o kateri smo slišali, da ni ravno? Glede, ti, ki vodijo raziskavo, so vse dovoljenja dobili pri nas, da se to lahko dela. In zdaj jaz ne moram reči, da je tukaj denar problem, to je evropski denar. Imam pa vtis, ko poslušam tole, vi se zelo bazično ukvarjate z problemi on-site, pri nas pa gre že za eno trženje, ki je podprto z evropskim denarjem in zdaj, če se ta raziskava dela v Londonu, pa v Švici, pa v Nemčiji, v Avstriji, v Franciji, to je zelo široko zastavljeno. Zdaj, mi vzamemo pacientove del mišice in to pošljemo v Innsbruck, kjer naredijo potem suspenzijo teh matičnih celic in nam dajo tri vzorce, ki jih potem intersfinkterno v mišico zapiralko infiltriramo tako cirkularno na 12 mestih. Razkril se bo, zdaj se ta študija v bistvu že zaključuje. In glede na 1/3 dobrih rezultatov bi lahko rekel, tam, kjer jih pričakujemo, se je to potrdilo. Se pravi, 30%, kaj to pomeni recimo v smislu, ne vem, neka ocena, uspešnosti? Ja, glede na to, da je 1/3 placebo, 1/3 manjša količina celic v suspenziji, 1/3 je pa mišljena maksimalna terapevtska. Dobar, pacientom je vsem obljubljeno, da jih njegove lastne matične celice v največji količini čakajo in bojo to dobili ob koncu študija. Ampak do takrat, dokaj se ne razkrije, pa ostajajo tri različne skupine. Ja, še kakšno vprašanje z občinstva. Tu vidimo, da so študentje predvsem nadebudni. Vas kaj zanima? Ja, izvolite. Tadej Malovrst, veterinarska fakulteta. Jaz sem z matičnimi celicami pred vprašanjem zelo povezan na več načinov, pa bi vseeno postavil vprašanje varnosti oziroma stranskih učinkov. Kakšno je vaše mnenje glede tega, predvsem na dolgi rok? Ali vemo dovolj? Ja. Samo en del tega vašega vprašanja odgovorim, kar se tiče kancerogenosti oziroma nastanka tumorjev, kar je bilo tudi že prej omenjeno. Če so to mezenhimske matične celice, smo imeli tudi raziskave, se vsaj in vitro, torej ne pride do nobenih transformacij in študije tudi kažejo, da tudi in vivo, to se pravi že ubrizgane, ne. Kar se tiče tega, kar se pa tiče drugih učinkov, vemo, da imajo tudi imunomodulatorne učinke, da imajo direktno diferenciacijo
Edino v primeru, kot sem že dejala, ko prije do tumorja, celice do tumorja, potem ja, druge patologije, pa ne vem, pa morda lahko nekaj drugo govori, ker to nismo študirali, sem to. Ne znam. Da se pa razlika med tipi celic, embrionalne matične celice pa inducirane pluripotentne matične celice, te pa imajo velik potencial za tumorsko transformacijo, tako da teh se pa še ne uporablja v kliniki. In se ne sme, ravno zaradi tega. Jaz sem pred kratkim bil na obisku na Dunaju na enem inštitutu, kjer veliko delajo tudi z induciranimi pluripotentnimi matičnimi celicami in sem to na kolegico vprašal, kaj misel, in je rekla, da po njenem mnenju ne bo nikoli prišle v klinično uporabo, ker je zelo dober model, ampak da ona misli, da ne bojo prišle v klinično uporabo. Kar se mezenhimskih matičnih v kontekstu zdravljenja GVHD-ja tiče, to je seveda vprašanje, ki je legitimno, dolgoročno. Študirajo so, kaj se s tem celicam dogaja in so ugotovili, da to, kar se zdaj ve, je, da relativno hitro zginejo. Njih nikjer več najti. Po drugi pasaži so jih nekaj našli v pljučih in tudi efekt, ki ga želimo od njih, ni o ohranjevanju njihove dolgoživosti v organizmu, ampak v tem resetiranju imunskega sistema. Tako da mi smo prav veseli, da tja pridejo svoje naredijo in se poslovijo. Je pa seveda v tem kontekstu varnost, učinkovitost, pa cena so elementi, na osnovi katerih se bo neka terapija obdržala. Treba to slediti. Zdaj, kar se tiče klinične uporabe, pri presajanju kostnega mozga imamo več let izkušenj, pa teh podatkov nismo zasledili, tako da je varno. Vsi te protokoli, ki jih pa trenutno izvajamo, pa odvzemamo autologno, se pravi mezenhimske celice, tako da tega rizika mogoče močno zmanjšamo. Pacijentu samem. Se pravi, da vse te dodatne težave, ki bi aloginije celice pa nekaj se nekako zgodijo. In to z neinvazivno metodo, ne? Ja, odvzem kostnega mozga je vedno invazivno. Se pravi, je pa res tudi operacija, ampak je več se postopek naredimo lahko ambulantno. To se zelo pogosto javno vprašanje, ne, zaradi tega sem rekla. Mogoče sem javnost ne predstavlja. Se pravi, zgodovinsko je bilo vedno odvzeti kostni mozeg, v splošni anesteziji, in to je bilo nekaj 100 ml, to je bilo infrapopol. Danes pa delamo to z mobilizacijo zdravstvenih dejavniki in zbiramo za aferezo iz perifernih krvi. Tako da ni bo rekel to več postopek, da si predstavljate. Potem, ko kostni mozeg za mezenhimske matične podozajamo še vedno klasično, ampak to ni v taki količini, kot se omenil, ampak je to 40-50 ml, kar to je 8 upor. To še prenese človek, ne? Ja, profesor Majdič. Še prej še že. Kolega je že prišel do stika z gastroenterologi in to je že zelo blizu abdominalne kirurgije. Na našem področju se srečujemo z fistulacijami, z gnojenjem na presredku, ki je posledica Crohnove bolezni. Lahko je tudi izven Crohnove bolezni pride do fistul, teh je največ, ampak Crohnove so pa najbolj trdovratne in hude muke naredijo pacientov. In prav z mezenhimskimi celicami zdaj te fistulne kanale polnejo in so dosegli dosti dobre rezultate. Sem že pri varnosti hotel dodati, da pri živalih to izvajamo 6 let, zdravili smo več kot 300 psov in ni nekih indikacij, da bi bilo kakšno povečano pojavnost rakastih obolenj. Delamo pa ravno zdaj tudi eno natančno retrospektivno analizo, kjer bi skušali ugotoviti. Seveda je pa tukaj razlika, da vsi imajo skrajšo življenjsko dobo, tako da ta odgovor ni popoln za človeka, mlademu človeku, ki bo živel še 30-40 let. To je pa še prekratek čas, da bi vedeli, ampak kot so ostali kolegi rekli, raziskave kažejo, da mezenhimske celice nimajo te tendence, da bi se spremenile v tumorske celice. Doktor Novakova, ste vi dosti hitro razvijali vaše področje, recimo glede na potrebe in glede na razvoj, ki se kaže v teh ali raziskovanja oziroma kliničnih praksah.
Ja, to je pa dosti težko vprašanje. Ja, seveda si želimo, da bi, pa seveda nismo sami na svetu, se je še cel raziskovalni skupin, s katerimi sodelujemo, za katere podri tudi ne. Jaz računam, da sigurno so materiali oziroma nosilci vsaj ortopediji, kot razumem, eno ozko grlo. Teh materialov zaenkrat še ni, oziroma dobrih nosilcev še ni, so velikih je v razvoju in mi se pač trudimo, da bi dobili razvoj matičnih celic, zdravljenje z matičnimi celicami. Treba zravno tako čaka regulativa in to je kar dolg postopek. Ja, pa tudi to, kar je profesorica Lamova rekla, vsi akteri, recimo, ki kakorkoli dela na tem področju, ali morate nekako združiti moči, da bo cela veriga šla od raziskav do uporabe same. No, vsekakor, mi sami tako ne moramo nič, niti ne znamo nič, za nas je nujno sodelovanje z biologi in medicinami, sploh znamo se prilagajati potrebam, da vemo, kaj je kako narediti. To je pač to nujno, to smo mi pač vklopljeni. Po drugi strani pa, kot vidim, tudi je kar precejšna potreba z njihove strani v takih materialih in včasih je verjetno čez fino, če prideš s konkretnim vprašanjem, imam tako idejo, rabim to pa to, se kaj mi znamo narediti, oziroma ker ne znamo, pa se potrudimo, pa poskušamo razviti. V materialih se da res veliko stvari narediti. Če imaš eno podlago, oblikovanja, procesiranja in sploh v materialih, potem imaš podlago za marsikaj narediti. Moš pa vedeti, kakšno naj tisto bo, kar delaš. To je za nas tako sodelovanje res dragoceno. No, se zato me zanima na koncu še to, kakšna je prihodnost, recimo, kakšen naboj ima recimo to področje lahko za prihodnji razvoj. Tudi iz tega vidika, profesorica Lamova, ker recimo tudi glede denarja, to niso enoletne študije, to je dosti pomemben učinek. In profesor Majdič, ko ste govorila o tem, mislim, da so tu vložki kar veliki in tudi seveda potem z vidika uporabe v kliniki sami, koliko klinika sama želi to uporabljati. Odvisno seveda od uporabe. Nosilci so zelo pomembni pri nekaterih aplikacijah, ki je najmanj, kot vi uporabljate brez kakšnih nosilcev, direktno izvajate celice, pri drugih aplikacijah, posebno je potrebno, da postaviš tja, kjer je treba, morda bo tudi dolgoživosti celic več in tako naprej. Ja, jaz mislim, že treba združevati kapacitete, seveda pa nismo sami. Mi vsi imamo sodelovanje vse posodi in je treba potem se malo sredotočiti skupaj, da lahko naredimo tukaj enkratno, včasih pa tudi nekaj vidiš, ker pač raziskave so nepredvidljive, lahko se tukaj razvijajo čudovite stvari, ki jih potem plasiramo naprej. Pomembno je, da imamo dobro, materialno in strokovno tudi osnovo, kar se tiče znanja in mladih ljudi, mladih raziskovalcev, doktorjev znanosti, pa smo spet na tistem problemu, ker nam ne bi všli vrni. Če lahko še nekaj dodam do konca, na isto vprašanje, zdaj mi smo skozi do zdaj na tem področju imeli v bistvu sreča, oziroma nekaj, to je bilo srečanje poguma in sreče in srečnih okoliščin, da smo v bistvu spravili skozi za 3 doktorate na to temo, da smo bili v 2 postakcijah, ki so nam nudile dobro podlago. Zdaj se ta sreča počasno se naenkrat zmanjka. Torej, nimamo nobenega projekta strani agencije in nobenega projekta strani Evrope. Kljub da se vztrajno prijavljamo, zelo spet dajemo eno prijavo na to temo. To je področje, kjer je pač zelo veliko prijav. Recimo, da tam pač nimamo sreča in zato pač financiranja v resnici direktnega nimamo. Do zdaj smo ga imeli samo skozi sistem mladih raziskovalcev. Res eno tako verigo, prijavne verigo, ki bi dala trajno financiranje teh aktivnosti, ki jih mi v tem akcijskem planu, ki ga pravzaprav že pišemo, ni skrivnostno, da smo se nekako združili ponovno in pišemo nek akcijski plan za razvoj tega področja, pač z vsemi mladci, ki jih poznamo ali pa ki se kasneje priključijo, da bi dobili stalno financiranje, nekaj, kot je gospa rekla, nekaj imena, da imajo program matične celice, pa je to najbrž ene ali pa 2, ne verjamem, da je več. S čemer ne moramo dosti. Ker klinika pa rabi, mislim, pričakujete, kliniki. Sigurno, in to smo novo povedani, tudi v zdravstvu tega denarja ni.